Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Dobrodošli, pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Tokrat nismo v studiu Ljubljana TV, ampak smo pri izjemnem gostu, Oskarju Kogoju, ki je doma in po svetu priznan industrijski oblikovalec, umetnik, akademik, profesor in raziskovalec. Tukaj smo v njegovi galeriji, ki je res izjemna, prečudovita, neverjetne vibracije so tukaj. Tako da sem počaščen, da sem danes lahko v njegovi družbi. Gospod Oskar Kogoj se je rodil 23. novembra 1942 v slovenski družini materi Pepci Butkovič in očetu Milanu Kogoju. Kot drugi otrok od 6 v Mirnu pri Gorici, kjer se je rodil, živi in ustvarja še danes. Njegova ljubezen do narave mu daje kreativno moč za ustvarjanje umetniških del, ki nas povezujejo z našimi koreninami. S svojimi izdelki skuša v nas prebuditi zanimanje in spoštovanje do narave. Radovednost ga žene, da iz skrivnostnih, dragocenih in svetih darov narave in življenja oblikuje zase in za svoje prijatelje ter za ljudi, ki čutijo in želijo sprejemati njegove čiste oblike. Te nepozabne oblike se zapisujejo ne le v zgodovino oblikovanja doma in po svetu, temveč predvsem v duše ljudi. V zakonitost narave zna pretakati ideje med transcendentalnim in materialnim. Torej, lahko bi rekli, da je oblikovanje medij, skozi katerega umetnik komunicira z energijami presegajočega. Že kot otrok je bil radoveden in se je vselej spraševal o ozadju stvari in predmetov, o njihovem izvoru, simboliki, ki jo prinašajo iz davnine. Raziskuje kulturno zapuščino in pozabljeno znanje starih civilizacij. Močno pa je zavezan slovenstvu. Za seboj ima dolgo pot, na kateri si je pridobil znanja, ki jih danes uporablja pri oblikovanju svojih izdelkov. Počaščen sem, da je danes na naši družbi gospod Oskar Kogoj. Dobrodošli, pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Z veseljem, hvala vam. Res neverjetno, mi smo imeli že pred tem začetkom snemanja malo ogled po vaši domačiji in danes tukaj po galeriji. Res neverjetno. Kako se je začela ta vaša pot oblikovanja in vsa ta zgodba življenja? Mogoče za začetek. Vedno izhajamo iz družin, s katerih smo se rodili, ali pa tudi iz civilizacij, kateri pripadamo. Tukaj po materini strani je bil moj nono Ciril Butkovič, mistik, ampak tudi vrhunski tehnolog lesa. In za takrat, leta 1925, proizvajal propeler za letala in pohištva in tako naprej. Po očetovi strani pa trgovci, tudi kmetje, delno, praščarji, imeli so celo 7 mesnic. Na italijanski strani, sem se rodil, je bila Italija tukaj. No, to se pravi, že kot otrok nas je oče vedno vozil, ali pa nono, se nas vozili s seboj in nam kazali tiste zgledne družine, ki so imele kaj povedati. In tako sem takoj bil v kontaktu z modreci, bi lahko rekel, v lokalnem smislu. Ampak ta lokalnost se širi v to oglejsko kulturo, kateri pripadamo, tudi goriškim grofom. In tukaj je bilo ogromno zelo zanimivih ljudi, ki so tudi potovali po svetu, na stara leta so prišli sem. In že kot otrok seveda nas je tudi moj oče peljal tukaj
v naše morje, Sesljan, ne, na Brežinsko morje. Ne, in se spomnim, kako pri 4 letih, kako je nastal prvi izdelek. Takrat je prišla prva Coca-Cola in tisti človek, ki je prodal te Coca-Cole, je tiste pokrovčke stavil na tla. In jaz sem ga prosil, če mi lahko da en par takih, da bi, kaj boš delal? Jaz bom napravil, sem imel vedno kladico s seboj, bom napravil za igračke za otroka, da bodo jedli in tako naprej, ko vsi otroci. In ko sem tisto stavku, je bil presenečen in rekel, jaz imam tudi sina, kaj lahko vzemem parko, ja, se so vaši, ne? In tako sem dobil Coca-Cola za stoj. Zanimivo. Tako da to je začetek. In potem pa seveda življenje nudi vseh sort možnosti, vedno smo morali pomagati staršem. Jaz, ko sem bil najstarejši sin, čeprav sestra starejša, Jože Marko, 2 brata sta pa potem že zelo mlada, jih ni bilo več, sta umrla. Smo živeli v eni taki družini, ki je bilo potrebno stalno delati. In različne stvari, iz mesta v deželo, iz dežela v mesto, v mesta Trst, Videm, Gorica. In tako da sem imel priliko spoznati to obitelj evropsko kulturo, že zelo mlad. To je me gnalo naprej. Seveda so bili pa tukaj na naši strani, slovanski, potem 40 leta so bile zelo težave. Oče niso smeli imeti mesnic več, ne. Trgovina je odpadla in moj oče se je moral nekaj let ukvarjati s krompirjem. Ne. Se dobro spomnim, smo živeli 10 let od krompirja, prvega. V tem času smo že vsadili. Potem pa so mu dovolili, da je šel naprej in si toliko pomagal, da kot otrok sem pa moral pomagati, da je zgradil novo mesnico. In sem bil pomočnik malavar, zidar, tudi oblikoval sem mesnico in ko sem vse to opravil, potem je rekel moj oče, ja, zdaj pa sem to upisal, da boš mesar, ne, pedi. Se rekel, moja mama bi pa rada, da bi bil duhovnik, ne. In potem vseeno so me pustili in sem šel v Ljubljano in napravil sprejemni izpit. Nisem bil sprejet, sem ga napravil pozitivno. Tako da sem moral nekaj mesecev iti v gimnazijo v Novo Gorico in potem ponovni izpit v šoli za oblikovanje v Križankah, kjer sem srečal res neprecenljive ljudi. Po 3. letniku, ko sem bil malo bolj pozen, sem rekel, zdaj moram pa preskočiti. In sem šel na sprejemne izpite v Benetke, ni bilo lahko, ker nisem znal dobro italijansko, ampak sem bil tako pripravljen, šola me je tako pripravila, da so se čudili, z kakšne šole lahko sem prišel. Z odliko, ne, tam naredil vse z odliko ste naredil. Ja, sem imel srečo, da to visoko šolo, ki je trajala 4 leta, sem v 3 letih napravil z najvišjo oceno in postal tako asistent. Pozdaj docent in tudi zdaj Novogoriško univerzo sodelujemo. Še vedno sodelujemo, zdaj trenutno je malo to stanje, ki miruje vse skupaj. Tako da to je na kratko povedano. Odlično. Seveda potem sem tudi bil 1 leto v Milanu, v delu, potem 1 leto v Dubrovniku kot vojak in tako naprej. In sem pač delal za naše industrije, tukaj slovenske, meblo, vozila, od zaščitnega znaka do programov. Potem pa tudi v Italijo, veliko največja industrija italijanska, sem prebil. Tako da. Ste tudi v bistvu zelo velik zaveznik, kako bi rekli, ljubitelj slovenstva, ne? Pomagali ste tudi pri osamosvojitvi Slovenije. Mogoče kakšna beseda na to temo? Leta 90 sta moja prijatelja Izika Gaon in Pesek Ostošinski, katerega je spoznal, je bil direktor Inštituta za židovske študije v Stari Gorici, v Gorici naši. In je želel, da ga spozna tudi predsednik takrat, Milan Kučan, se ga peljal gor. In ona dva sta potem navezovala te kontakte. Jaz pa z ustanoviteljem najbolj pomembnih muzejev za oblikovanje. Izraelski muzej Jeruzalem, Izika Gaon in Teddy Kolek. Sta bila ustanovitelja in sem povabila, da napravi to razstavo. Samostojno, kar je
bilo na otvoritvi bilo rečeno, da še noben mlad živ ni napravil te razstave, ker oni so bili samo velika arhitekta, umetnike, so bili že vsi preminuli. Kogoj je pa pripeljal predsednika države, ministra za kulturo, predsednika oziroma občine Strgarje in tako naprej, vsi so bili dol. In meni se je zdelo pravzaprav čudno, kako da so vsi prišli, ne? Ker no, in tudi Andrej Rejs je financiral ta projekt, Kocijančič, ne, predsednik, ne, pa Capudar, minister za kulturo, ne, vsi so bili dol, ne. In je bilo veličastno, da je tako mlada državca, ki je šele v ustanavljanju, povabijo. Zdaj, pozneje sem videl, da je šlo zelo lepo, vse je bilo sprejeto, da drugi dan so pa imeli vsi naši politiki, pa s Peresom, predsednikom, so imeli pogovor, kako naj bi pomagali Sloveniji. In naj povem, da se je šlo pravzaprav za to, da pokažemo, da smo oboroženi. Ne. In je uspelo. Ne. Uspelo. Je bila kratka vojna? Ne? Da je vojna ni bila, ne, taka, tudi direktor Smelta, Jože Žagar je pomagal. In pravi svetovalci, jaz sicer nisem bil v tej ekipi, jaz sem bil v umetniškem delu. Ne. To je bilo zelo tajno, ne. Ampak je uspelo zelo. In to je tudi bila ena pomoč, ko smo videli na televiziji, pravzaprav, da smo najbolj sodobno oboroženi proti letalskom. To smo videli, ne. Tako da se je to spremenilo malo. To indirektno je pomoč, umetnost tudi lahko pomaga. Tako, in tudi imamo verjetno kot Slovenija, ne, edina država, ki ima love, ljubezen v imenu. Ne. No, to je tako. Jaz se ne strinjam malo s tem, ne, ker je malo posiljeno, ne, ampak smo Veneti. Ne. To smo stara rodbina, ki je ustanovila Benetke, še prej Oglej, in kjer smo bili razpršeni pred našim štetjem po celem svetu. Slovenski jezik je tisti, ki je najstarejši naravni jezik. Najbližje Sanskrtu pravijo, ne? Starejši od Sanskrta, napaja, seveda se potem pa spremeni vsi tisti dialekti, ki so nastali potem jeziki, slovenski, staroslovenski jeziki, slovanski. Zdaj prihaja tudi odkritja nova, ne, nove raziskave in to. In hvala Bogu, da, ker nas so vedno starši učili, da mi smo staroselsko ljudstvo. Jaz nisem prebiral zgodovine, jaz sem doma te stvari videl. Ne. In v dialektu imaš ti vse prav oblike, ki jih razumeš, ne? Zato meni je bilo to enostavno. Sem pa imel tudi velike prijatelje, kot so dr. Joško Šavli, Tomažič, Bor, potem Anton Berlot, preminuli Amaljeti, veliki raziskovalci, da ne govorimo na italijanski strani, tudi ne. Italijanski zgodovinar piše, v 15. stoletju v slovenščina uporabljena še v parlamentu, venetskem parlamentu, v Venetkah. Ne? Kako je možno to? Ne? In sicer te stvari pa smo potem preverili, da je to da res bilo tako možno. Ne? Se je pa romaniziralo potem to področje, gotovo. Ne? Mi smo ostajali pred Rimom tukaj. Absolutno. Ja. Zelo star narod. Zelo star. In zdaj, zakaj je to važno? Važno je zato, ker korenine se ne sme nikoli pozabiti, se jih mora spoštovati, vse ostale oblike, samo spoštovanje in prednikov, to je osnova nas samih. Super, bomo nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli, drage gledalke in gledalci, v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj danes izjemen gost, gospod Oskar Kogoj, ki je tudi častilec narave in iskalec resnice. Bil je tudi v Indiji pri enem in edinem mojstru, avatarju Sai Babi, ki je tudi povedal, povej resnico in resnica te bo osvobodila. Tudi mene, tako kot mojega gosta, zanima samo resnica, ki nas dejansko pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vemo, da je danes prelomen čas, ta korona kriza je v bistvu že bila napovedana, kot je tudi Sai Baba napovedal. Mogoče kakšna beseda na to temo? Ja, seveda naš učitelj, maestro Sai Baba, avatar, purna avatar, se pravi oče, vse v Starem svetem pismu,
sin napoveduje očeta. In ko je sin bil star, je rekel, zdaj bo prišel pa oče, jaz sem v očetu in sin je v meni. In dejansko se je to res zgodilo. Seveda o sinu je marsikaj, prihaja nova resnica, arheološko dokazano, ki je pač religija malo po svoje interpretirala. Ampak jaz o tem lahko bo tudi kaj povedal, ampak povem pa o tem, kaj je naš učitelj na izredno pretanjen, poseben način. Mi smo bili v šoli v obdobju 17 let, z menoj je bila tudi moja žena, je po svoje doživljala vse te časa od en mesec do 2 na leto. Imeli smo tudi en studio dol, samo za študij, kaj se dogaja pravzaprav. In ni bilo lahko, ker je pot k resnici je zelo težka, da vsekrat tudi ne razume, zakaj gre, ti manjkajo določena znanja. In naš učitelj je bil zelo tenkočuten, je počasi nas povezoval z različnimi ljudmi, tudi z gospodom Venetom, nas je povezal z različnimi tudi ljudmi iz drugih koncev sveta, ki so imeli določeno znanje, zlasti, moram reči, italijanski pisci so Rosati, potem razni raziskovalci, Mario Mazzoleni, ki se ga osebno tudi spoznal. To so ljudje, ki so posvetili raziskovanju religiji in človeka kot takega. Seveda učitelj je pa imel eno tako kozmično znanje, ki tudi za Indijo, kjer je veliko duhovnih ljudi, recimo približno 1000 jih je, ki so vredni, so verodostojni, ampak Sai Baba je pa nadkraljuje nad vsi. Zakaj čutite, da je tako poseben, da je tako onkraj vsega? Onkraj vsega, ker pravzaprav gre tako globoko v nas in mi v njega, da pravzaprav poskušamo razviti to, kar je bistvo človeka. Seveda on je pa moral tudi dokazati, da je izven prostora, časa in da je vse vedel, vse prisoten, vse mogočen. Ja, recimo, en primer, jaz sem videl na stotine materializacij. Videl sem tudi, kako rodi zlato jajce iz ust. To bom potem pokazal. Ampak tudi druge stvari, recimo, povabi 5-6 zdravnikov, pripelje bolnika, zdaj ugotovite, kaj ima ta bolnik. To je bila ena gospa. In so vsi več ali manj ugotovili, 5 zdravnikov je ugotovilo, da ima slepiča. Je rekel, ja, nekaj pa niste ugotovili. Kaj pa niste ugotovili? Čez 1 uro bo umrla, če ne takoj operiran. In on zavrti roko, materializira orodja iz niča, vsa orodja, materializira sveti prah, da na tisto mesto, vzeme nož, zreže, brez da pride do kapljice krvi, vzeme ven tisto, kar je mogel vzeti ven, da spet nek drug prah, s prstem potegne in se rana zapre. In to je bilo nekaj neverjetnega, kaj so videli. Kdo to upa napraviti? Ja, Kristus je bil sin Božji, je imel tukaj te lastnosti. In zato bi lahko danes verjamemo v Kristusa in iščemo čisto resnico, ker ta je osnova za razvoj človeka. Mi smo tudi v telesu in imamo vso potencialno možnost. Zato pri Slovencih je zelo zanimivo, da smo imeli simbolna drevesa, recimo lipa, tudi hrast. Veste, kakšne velike so hrast? Hrast proizvede les, ki je močen, trd. Potem proizvede želod. Želod, potem oblika želoda, ki se transformira v šiško. Ko je želod prevrtan z enim setom, se napihne, postane krog in pika, simbol Boga. Samo ranjena školjka rodi biser. In to je bilo pri naših Slovencih kot nekaj normalnega, da se te stvari raziskalo. Pa se imajo popolnoma prav. Potem lipa. Lipa je tudi velika transformacija. Ja. Simbol slovenstva. Se je tudi slovensko, ampak tudi hrast je slovenski, veste, ni. Pri nas je pa sicer lipa ohranjena, ker prvič čaka zelo visoko starost, ampak vse je zdravilno, od lubja,
od listja, meditacija, potem čebela, kebela, mati vsega univerzuma, ne, je čebela. Ne. Ja, mi imamo najboljšo čebelo na svetu, ne. Stara par milijonov let. Ne. In dejansko smo veliki ljubitelji teh starih simbolov, dokazali v zgodovini, da ne govorimo o konjih. Konji, ne? Ja, konji. Venetski konj, evropski. Ja, lipicanski konj izhaja iz veneckega konja. Ne povem samo to, lipicanski konj stoji na 3 nogah. Se rodi črn, se transformira v belega. Sai Baba je bil napoveden v kulturi Situl, je 13 konjev. En konj ima garudo, garudo, simbol Boga. Naši predniki so že pred 3000 napovedali, da se bo rodil. Zato se pa to napravil. In to je tudi značka slovenske dvanajstije. Mi smo bili veliko plemičev, ampak je bilo vse potlačeno v nekem smislu. Zakaj? Ker Slovenci so se odločili za duhovno življenje, ne za materialno življenje. Zato smo tudi ostali. Bolj skromnih hišah, ne veliko palač, tudi to je bilo. Ampak smo spoznali, kdo je človek. In če imaš preveč, ne moreš iti v noter. Si samo zunaj. Ja, kako zdaj balansirati ta materialni in duhovni svet? Prvič moramo mi spoznati, kdo je človek, ki prihaja kam. To sploh smo, ne? Ja, kdo smo. In to je osnova. Zdaj to bi morali začeti v osnovnih šolah. Ne. Najprej so starši učijo. Ma ne za zastraševanje v tem trenutku. Za resnico je čistoča. Telo mora biti odporno. Virus je ogromno. Ne ta manipulacija, ki obstaja, je kozmična. Sodoma in Gomora, jaz o tem nočem govoriti, vemo, da zdravi ljudje vidijo zdravo. Recimo, en primer, če damo masko gor, ja, ti nimaš čistega zraka, kako boš zdrave tvoje ključe? Ja, kako boš, enostavno rak proizveja v možganih. To vemo, da ti moraš imeti čist zrak. In to bi se morali zavedati. Določene limitacije morajo biti, ampak predvsem je treba, da je telo odporno, pa nobena stvar imunski sistem. Tako. Torej, že Aristotel in Platon sta rekla, človek je merilo vsega. Ne? In človek je stvarstvo in stvarstvo je človek. Človekovo pravo spoznanje je v prepoznavanju samega sebe in v sebi je stvarnik sam. In to je ta resnica. Stari Slovenci smo to vedeli. Jaz moram reči tudi duhovščina, recimo mene vzgaja Oskar Pahor, moj duhovnik, izredno plemenit. Je doživel eno trpljenje, smo zvedeli v življenju, zato je dozorel in nas je lahko pravilno učil. Če en profesor ne dozori kako en profesor, svoje dela mora pokazati. Naši znanstveniki morajo pokazati dela, potem niti ni potreba nobenih titul. Ne? Delo je tisto, ki ti pomaga. Usklajenost misli, besed in dejanj. Tako je, absolutno. Ja. No, maestro pravi, prvo je resnica. Pravilno delovanje, ego. Ljubezen vsa živa bitja, mir in nenasilje. 5 točke. Če nekaj pozabimo, po mudrah, sklenemo roko, to napravimo in najdemo takoj. Poizkusite. Tako, ne. Če kaj izgubiš? Če izgubiš, samo in pride informacija. Če si pa trujen, tu roko, tu je Bog, ne, in z drugo roko primeš, in takoj prideš k sebi. Torej, če bi morali učiti v šoli, da preizkušijo otroci in potem včasih, ki imajo krizo, da si pomagajo, to osnovne reči treba učiti. Ne pa kaj oni se učijo. In otrok se ne more razviti, je presiran. Vsi smo bili ukalupljeni, v ene vzorce, kulture, vzorce družbe. Mi smo še bili pravo šolo, lahko bi rekel. Ne. Ampak zdaj trenutno smo zašli ven iz človeka. Samo denar. Denar pride in gre, ma duhovnost pa ostane. En narod ostane, zakaj so Benečani ostali? Ker so vse investirali v kulturo. Jaz sem prišel iz enega samostana, ki ga je Plečnik oblikoval, to se pravi v Križankah, v šolo, spet v samostan, v Benetkah, kjer je bila ena najstarejših šol slikarskih. Karmini, Sveti Karmel, Sveti Karn, to slovenski. Ne? In tam so resnično vzgajali vse, kar je bilo
zanimivega od predrima, Rima in tudi umetno obrti in so vzgajali te umetnike. Ne. Od različnih vej, tudi do magisterija in prva šola po Bauhausu in smo imeli profesorje znamenite, ampak mene so rekli, skje si ti prišel z kakšne šole? Jaz sem prišel od Plečnika. Plečnik je bil tudi en velikan. Ja. Plečnik, potem tudi drugi, ne, arhitekti, ne, danes Podreka, potem je bil Fabiani, izreden, ne, veliki poznavalci. Super, super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, ko se ponovno vidimo. Dobrodošli, pozdravljeni še v tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj je izjemen krasen gost, gospod Oskar Kogoj. Dejva zdaj še kakšno besedo o tej energiji tega časa. Ne? Kaj se zdaj vse to dogaja v resnici? Kaj je v ozadju vse te korona krize? Kaj bi vi rekli? Ja, tako, zdaj po teh mojih osebnih analizah, ampak potem tudi analiza raznih svetovnih raziskovalcev, potem zdravniki, jaz sem priliko, da sem vedno delal z velikimi zdravniki, kot sem rekel tudi samim maestrom. Poleg tega moj stric, dekan Mozetič, je imel 3 fakultete, duhovnik, v cerknem zdrav ljudi, na smrt bolane. Jaz sem preko njega tudi nekaj mojim prijateljem in tudi profesorjem pomagal, da so ozdravili. Zdaj, seveda, človeško telo mora biti zdravo. V zdravem telesu zdrav ne? In to je treba zelo paziti. To je tudi sistem naše družbe. Ne? Oni bi morali čuvati, pa slovenski parlament mora čuvati zdravje Slovencev. Ampak mora naliti čistega vina. Mi vemo, kaj se dogaja v ozadju. Jaz ne smem govoriti slabe reči, vedno dobre, moramo pa kritično povedati, da smo v stanju, kot sem že enkrat omenil, Sodome in Gomore. To se pravi, obstaja univerzalni povezava sveta, zato se dogaja to po celem svetu, ker je nekdo rekel, da nas je preveč na zemlji, kar je čista laž. In zdaj postavljajo vsak v teh državah določeno krizo, ki ni resnična. No, pokritje delno je, nekaj več mrtvih je, ampak kriza se vedno bila, tudi v Benetkah ne, je bila kuga, ne, in zato so beneške gondole pobarvane črno barvo, ampak Benečani so pomagali na ta način, da so pripeljali iz daljnega sveta in Medjo Oriente so pripeljali zdravilne zelišče. Zdravilne zelišče, ki so pomagali ozdraviti celotno Evropo. Se pravi, tudi danes je čas zdravilnih zelišč, ne, da ne govorimo o čistoče, ampak da ne dovolimo otrokom, da dihajo čisti zrak, da ne dovolimo ljudem, da delajo, da se premikajo. To je dejansko zapor. In to je huda reč. Ne. To je huda reč in to je treba odpraviti na katerikoli način, tudi zamenjava določenih ljudi, ki to pritiskajo, da so pa, lahko rečem, podkupljeni zdravniki, to pa ne morem verjeti. Ne. Da so ljudje podkupljeni, da ne dovolijo, da bi se pokazala resnica. In tudi ni treba veliko, samo poglej televizijo, vsak dan pritiskajo na isti gumb. Manipulacija, totalna manipulacija. Bi rekli v krščanstvu, Belzebub prihaja, ne, ta najhujši hudiček, ne, prihaja zdaj na zemljo. Seveda, človek bo tudi to premagal, samo čim prej začne premagovati, iskati resnico, na vsakem koraku, to se pravi, naravna hrana, brez primesi, stare sorte slovenske, avtohtona hrana, za kolebavljanje predeljene sadeži, da so zdravi, to je največje zdravilo. Majster pravi, naravna hrana je največje zdravilo. Dajte začeti živeti po zakonu naše slovenske tradicije. Ne pa, da zdaj jemo vse z drugega sveta, doma pa zanemarimo. Največja obramba slovenskega naroda je, da bomo imeli dovolj hrane. V NOB-ju ne bi premagali, ker je bila vojska tako strahotno velika, če ne bi imeli domače hrane. In vse naše družine so pomagale čistemu partizanstvu, da so premagali nacizem, fašizem. In danes bi morali Slovenci stopiti skupaj
in premagati to, kar je slabega v Sloveniji. Ne? Zakaj nalijo čistega vina? Se ni treba delati vino s palcem, se ga imamo preveč. Zdaj v bistvu kritična masa zavesti, vidim, da se dviga. Ne? Ljudje se prebujajo zdaj in vidim, da je višji namen te krize, ne? Ko so nas dali v kletke, v zaporu, v karantene, ne vem kaj vse, ne? Zaprli meje, je, da se ljudje končno prebudijo svojo notranjo moč, da se postavijo zase, postavijo meje. Tako pač je, zdaj tak razvoj je, nismo ga bi želeli, ampak med nami so tudi taki ljudje. Razumete, se je bila tudi Bela garda, jaz ne bi zdaj obstojal, ampak dejansko se vprašam pa, kje je duhovni svet slovenski? A pa svetovni? Ja, dajmo. Pozabili smo. In zdaj se tudi majstro je rekel, napovedal, bo začelo zlato obdobje, morate se transformirati, morate še malo potrpeti, čim prej iti iz tega, da bo človek mora biti srečen, zadovoljen, pomaga se kdo drugemu. To je najbolj osnovne reči, ko mora biti. In ustvariti kaj lepega za bodoče redove, kaj je veliko umetnosti. Tako. Ja. Torej, osnova je v bistvu zdaj obrat vase, iti globje v sebe. Zdaj Slovenci imamo toliko talentov, ne? Ampak v majhnem prostoru ne morejo zdržati. Morajo se tudi ven izobraziti, morajo zunaj pokazati in potem priti domov in napraviti najboljše. Vse tudi Plečniki, vsi ti naši so vsi delali zunaj v Evropi, ne? A pa celo v svetu. Ne? Recimo, moj prijatelj Podreka je moj na Dunaju. Tam je napravil najlepše stvari Slovenci. In veliko slovenskih talentov. Imamo te talente, moramo čuvati, ker ko so stara semena slovenska, so tudi talenti najboljša semena. To je treba ohraniti, država mora paziti. Ampak, ne, jaz sem bil najmlajši Prešernov nagrajenec. Ampak ne moramo dovoliti, žal mi je, da moram to povedati, da Prešernova nagrada, lansko letna, kakšna je bila, gola ženska, skoči pa se govor, ja poslušajte, to ne nobeni stvari podobno. To je žalostno, kje smo. Vsi morajo odstopiti, od predsednika republike do ministra za kulturo. Vsi morajo zapustiti. To je nesprejemljivo. Da smo tudi živeli. Ja, prerazporediti vse vrednote, ne? Vse. Ja, veliko filozofov, vse je predvrednoteno. Se pravi, izrabljeno, vse besede so izrabljene, ljubezen ni več ljubezen, resnica ni več. Amareti pravi, da res ni pomeni resnica. Res je. In tako naprej. Ampak vse je zelo enostavno. Bolj hitro pridemo, se bo razvijamo, če delimo res je, kot res ni. Tako, torej zdaj je recimo prelomni čas, ne? Ni več heca, no, kot bi rekli, ni več heca. Zdaj se odloča, ne? A gremo na višji nivo zavedanja ali potonemo še globje v lastno temo, ne? Zdaj, ko smo rekli, samo ranjena školjka rodi biser. Ja. In zdaj, če človek tudi nekaj ne pretrpi v življenju, ne more se dvigniti, ne? Ampak v razvoju vsak ima svoje delno trpljenje, tudi srečo, ne? Ampak mora se obvladati, mora iti zmirnost, neujenost, po pravi poti mora iti. To se nas učili. Nažalost, ne, da ego ne spusti, dokler ni toliko trpljenja, bolečine in potem spusti ta ego školjka, ne, kot bi rekli, in pride ven biser srce. Ne. Naš pravi resnični jaz. Treba se malo kroti tudi, ne, tako naprej. Obvladati. Vladati ego, ne, ga zmanjšati. Moj eden iz mojih mentorov, doktorova, ne, transpersonalni psihoterapeut je tudi rekel. Tudi toliko talenta je danes, ne, kjer se občudujem, tako malo številčen narod in toliko talentov. Tako. Ogromno talentov. Jaz sem tudi gostil ogromno že ljudi, ki so, mislim, imajo polno talentov. Te je treba podpreti, da zasvetijo pravo luč. Tako, da pride ta Kristusova zavest, da pride ven vibracija in da pride resnica končno na dan. Je tako. Ja, super. Okay. Mogoče še za konec, ne? Ta resnica o Jezusu, mogoče kakšna beseda. A je res umrl na križu, kaj se je to zgodilo? Ali je to bila spet manipulacija? Je bila manipulacija. Nikodemo je poplačal tiste, ki so vojake, ki so mojdavniki sodov, in je rekel, ko boste šli, ko mu morate srce prebiti, tako dajte pod kožo. Čeprav Kristus je imel tudi moč, da do tega ne bi prišlo, ampak to so raziskave pokazale. Potem je Nikodemov zdravnik, ga je peljal, vzel dol, vsi so mislili, da je umrl, so ga peljali v grob, ne, tam ga je zdravim zelišči, pa tudi sam Kristus se je regeneriral, ki je imel to moč. Ne.
In potem se je pojavil in zdaj v zgodovini je napisano, da pravzaprav je odšel. Odšel je v Indijo in v tiste kraje, kjer so živeli Židije še in tam poučeval različnim narodom, različnim religijam in to je vse zapisano. So dokazi, ampak žalost Vatikanu ne paše zaenkrat, če ne pride do resnice. Jaz sem bil tudi pri Vojtili, je bil zelo napreden, sem nesel slovenski križ dol, je tudi želel iti v Indijo. Žal ga ni sprejel, ker ni bilo čas še za to. Vse je povedal, ni še čas za to. Da ne bi avatar živel, ne, točno ne. Ampak Vojtila je bil najbolj napreden, je videl, da je treba spremeniti, ampak tudi sam Vatikan ne more spremeniti kar enkrat, ker tam je tudi kapital, da ne govorimo o tem, marketing in tavžen stvari, ki se morajo spremeniti. Ja, iz teme v svetlobo, ne? Zdaj je v bistvu prišel ta čas. Širdi Baba, ko je bil v prejšnji inkarnaciji, je zbiral tudi denar. In potem, ko so končali tisto molitev, je vse razdelil, še svojega je dal, zmaterializiranega. Torej, nič ni ostalo. Ne. Ja, nič. Isto saj bab, nič, vse je razdeljeno, nič ni ostalo. Ker drugače pride do travmi, do želji, do raznih kombinacij, ki niso svete, ne, in ki prinašajo nesrečo, ne. Reinkarnacijo, rekel. Ja, to je to, super. Hvala, tako veliko imamo še zapovedati, tako da bova posnela še eno oddajo za drug teden. Hvala vam, da ste bili danes gost. Da prvič v življenju, da povem malo več skritega. Ampak to je šele začetek. To je šele začetek, ja. Super, hvala vam, da ste bili danes moj gost. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci. Verjamem, da ste videli in slišali marsikaj zanimivega. Mogoče vas je kaj presenetilo, ampak pojdite vase, pojdite v svoje srce, meditirajte na to, kar ste danes slišali. Verjamem, da boste šli na višji nivo zavedanja. Hvala vam, ker ste, hvala vam, ker gledate to oddajo. Naslednjič bo drugi del oddaje z gospodom Oskarjem Kogojem, kjer bova šla naprej in povedala še marsikaj zanimivega. Hvala vam, ker ste in gledate to oddajo.